Koga bralci poznajo že in bi se jim zdel zanimiv, ne, in pa koga še ne poznajo, pa bi bil ravno zato, ker ima tako zanimivo življenjsko zgodbo, pa bi bilo zanimivo, da ga spoznajo, oziroma bi bilo prav, da ga spoznajo, ne. Zato so tu kot, ne, tisti, ki ste že vzeli knjigo v roke, že veste, so znana imena res, ne, kulturnikov predvsem, ki jih vsi poznate, pa tudi manj znana imena, kot je recimo tedaj v tistem času dekan Ivo Panjek, Giovanni Panjek, dekan tržaške ekonomske fakultete. Prvič se je zgodilo v tistem obdobju, da je bil dekan, ne, italijanske seveda, ne, fakultete Slovenec, in ki ima tudi zelo zanimivo življenjsko zgodbo, zato sem ga vključila, ker se mi zdi prav, da ga ljudje, bralci spoznajo, ali pa Darja Betoki, prevajalka, ki jo pozna mogoče ne ozek krog pač, ne, ljudi, prevajalka predvsem iz slovenščine v italijanščino, ki pa ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo, ki je hči precej znanega italijanskega pesnika in pa Slovenke, tržaške Slovenke, hčerke velikega tigrovca Dorčeta Sardoča. In ta Dorče Sardoč, ta tigrovec, ki je dal strašne stvari skozi pod fašizmom, in je bil celo obsojen v drugem tržaškem procesu na smrt, potem pa je bil pomiloščen, tako da so ga poslali v konfinacijo, ne, na Sicilijo oziroma na te Eolske otoke na Lipari, in je tam preživel, ne, precej časa v konfinaciji. Ta tigrovec seveda, ko se je njegova hči poročila s tem Italijanom, pesnikom, ki je bil sicer širokega duha, ampak ta tigrovec nekako tega ni mogel pogoltniti, ne, da ima hči Italijana, in zato teh svojih dveh vnukov, te Darje Betoki in pa še enega sina je imela ta njegova hči, ne, torej Darja, enega brata, jo sploh ni hotel spoznati, ne.